Če ste se pred enim letom dobili tukaj, mislim, da se enako upravičeno dobimo tukaj tudi letos okrog Milovana Đilasa in verjetno glede na razmere se bi lahko tudi v prihodnje še dobivali na isto temo. Pa vendarle spominjam se besed, ki jih je tukaj pred 2 mesecema na eni podobni okrogli mizi izrekel dr. Žiga Turk in je opozoril, je v bistvu nastopajoče vprašal, če so pred 25 leti govorili iste stvari in kam smo se od takrat premaknili. Seveda ni dobil zadovoljivega odgovora, pa vendarle upamo, da bomo tudi danes odprli še kakšno novo stvar in se premaknili še morda korak naprej. Stvari se ne premaknejo z danes na jutri, ampak z obilo dobre intelektualne razprave in še več dela v praksi verjetno. Vesela sem, da so z nami tako kompetentni gostje, ki bodo gotovo znali intelektualno to znanje prenesti tudi v prakso in skupaj nam bo morda nekoč uspelo nekaj premakniti oziroma bistveno premakniti. Za uvod prosim gospoda Tomaža Ivešiča, ki se je z Milovanom Đilasom že precej ukvarjal in se še ukvarja študijsko, da nam kratko predstavi njegovo življenje, njegov vpliv, dela, ki so bila pred nedavnim izdana. Prosim. Ja, hvala. Dober večer vsem skupaj in hvala za vaš obisk. Torej, Milovan Đilas, čisto na kratko, ne bom povzel zdaj cel življenjepis, ampak seveda eden izmed vodilnih partijskih funkcionarjev, kot večinoma veste, eden izmed znane jugoslovanske četvorke, poleg Tita, Kardelja in pa Rankovića, eden izmed najbolj vplivnih osebnosti v povojni Jugoslaviji, šef Agitpropa, pravi mojster cenzure, nadzornik diskurza v Jugoslaviji do leta 1952, ko se potem Agitprop ukine. Vmes že vidimo pri Đilasu, da ima občasne izpade, ki se razlikujejo od partijske linije. Naprimer, ena izmed takih je, ko se je zavzel za zaprtje magazinov, kjer so partijski funkcionarji dobivali po praktično zelo nizkih ali pa brez plačila najboljšo robo, od oblek do vseh ostalih stvari in tako dalje. Potem pa ta prelom v letih 53 in pa 54, ko pa dejansko se začne vse skupaj z serijo člankov, napisana v glavnem partijskem glasilu V borbi, to, kar smo objavili letos, kjer razvija neke, ne bomo ravno rekli povsem liberalne, ampak veliko liberalnejše poglede, kot pa od tistih, seveda, ki jih je zastopala Zveza komunistov Jugoslavije. Zavzema se za pravno državo, za demokracijo, nekako v bolj zahodnem smislu razumevanja te besede in tako dalje. Seveda pride v navzkriž z partijsko kliko in potem njegovi članki so ustavljeni 6. januarja. Ampak to ga ne ustavi, da objavi Anatomijo neke morale v bistvu njegovem kulturnem časopisu Nova misel, kar je tudi bilo odlično prevedeno iz strani Aleša Mavra in je tudi naslov knjige. V tej Anatomiji pričara, to je spravi literarna pripoved o Mileni Dapčević, ženi generala Peka Dapčevića, ki jo žene partijskih funkcionarjev niso marale, predvsem zaradi tega, ker je bila gledališka igralka, kar je seveda popoln drug nivo, nek buržoazni poklic, recimo, plus tega ni sodelovala v drugi svetovni vojni, čeprav je bila tedaj stara 13 let, ampak se pravi ni pripadala temu najvišjemu krogu ljudi, zato so se partijske, se pravi žene teh vodilnih partijcev do nje obnašale
na popolnoma amoralen način. No, potem obračun z Gilasom in njegov padec, in potem, ko Tito izjavi zahodnim medijem, da je Gilas pa politično mrtev, se odloči, da mu pokaže, da temu ni tako, vrne svojo partijsko knjižico in v bistvu od tega trenutka dalje lahko govorimo o Gilasu kot disidentu. Ne. Pred tem v bistvu govorimo samo o Gilasu kot v kritiku komunističnega sistema. Potem je aretiran že decembra 1954 zaradi intervjuja New York Timesu. Potem sledi zopet nova obsodba zaradi njegove podpore madžarski revoluciji 1956 in v bistvu tekom sojenja je v Ameriki, v New Yorku izdana njegova najznamenitejša knjiga Novi razred, ki smo jo lani končno dobili v slovenskem prevodu. Potem v zaporu piše pogovore s Stalinom, ki so potem izdani v začetku 60-ih, takoj ko pride iz zapora in potem gre takoj nazaj v zapor. In tako dalje. No, se pravi v 80-ih, konec 80-ih se pojavi celo nekaj ideja o njegovi rehabilitaciji, izpa katere v bistvu ni bilo nič in potem umre leta 1995. Zakaj Gilas, tako kot smo napisali v vabilu za današnjo okroglo mizo, gre se za to, da v bistvu, ko beremo te članke, pa tudi ko beremo Novi razred, da smo nekako, vsaj jaz sem bil prav šokiran, da prepoznamo današnjo stanje v Sloveniji v mnogih njegovih tekstih. Pač treba je zamenjati določene besede, ki pač danes niso več ideološko primerne, ali pa zamenjamo nekatera imena, pa vidimo, da smo spet tam. Zdaj, zakaj Gilas pomemben? Ni pomemben samo v našem kontekstu, zaradi tega, ker je, ne vem, Slovenija bila del nekdanje skupne države Jugoslavije, ampak tudi širše. S tem se trenutno veliko ukvarjam. Naprimer, njegov vpliv na vzhodnoevropske disidente, ki je bil precej velik. Naprimer, pri madžarskih disidentih, Konradu in Sleniju, se to vidi, ko opisujeta prav tako amoralnost madžarskega partijskega vrha. Potem, naprimer, pri Čehoslovakih je ta vpliv malce manjši, zaradi tega, ker so na njega gledali kot na renegata in ne kot na revizionista marksizma, tako da ga potem niso veliko uporabljali. Medtem ko pa naprimer na Poljskem pa se zopet izrazito vidi njegov vpliv, da naprimer o ruskih disidentih ne bi preveč zgubljal besed. Hvala lepa. Doktor Aleš Pavar, zakaj, kot je bilo tudi v vabilu že zapisano, zakaj smo morali toliko časa čakati na eno resno razpravo o Gilasovih delih? Zakaj je ta ideja še vedno na pol tabu? Torej, jaz sem že v spremni besedi nastopil in bi tudi danes želel deloma nastopiti kot advocatus diaboli, torej kot hudičev odvetnik. In po eni strani je gotovo res, da resne razprave o Gilasu na Slovenskem veliko ni bilo. Morda ravno zaradi tega, ker, kot je povedal Tomaž, nekatera imena samo zamenjamo, nekatere pojme morda nekoliko posodobimo, pa dejansko dobimo opis nekega položaja, ki nam je zelo domač. Ampak po drugi strani se mi vendarle zdi, da z renesanso Gilasa tudi danes ne bi smeli pretiravati. Kajti pri Gilasu sam opažam neko bistveno pomanjkljivost, ki je tudi za slovenski kontekst zelo neprijetna. In pravzaprav pri Gilasu manjka tisto, kar odločilno manjka tudi v slovenskem primeru. Pa da ne bom prestrog,
bi seveda se je treba pridružiti vsemu tistemu, kar je Tomaž povedal. Džilas je z osebnim pogumom tvegal vse, zastavil je svojo eksistenco za ideje, v katere je verjel, pri čemer je včasih njegova naivnost, kot tudi Tomaž v svoji študiji o Džilasovem padcu sjajno pokaže, ko pričakuje, da bo lahko od znotraj spremenil, preobrazil, na koncu morda zrušil tudi sistem, ki ga je pomagal graditi, je razorožujoča. In zaradi tega je Džilas kot disident lahko še danes zelo simpatičen, če sploh ne omenjamo tega vpliva, ki ga je imel na ostale vzhodnoevropske disidente. Ampak po drugi strani njegova dediščina ostaja na svoj način dvoumna iz dveh razlogov. Prvi razlog je ta, da je bil po letu 1954 zaradi svojega disidentstva odvezan sleherne odgovornosti za razvoj sistema, ki ga je dejansko pomagal ustvariti. In s tem, ko je padel, so dejansko vse njegove ideje postale za vse večne čase možnost, za katero pa nikoli ne bomo vedeli, kaj bi se iz nje izcimilo. In tako da sem sam nekoliko skeptičen do pretirane rabe pojmov, kot so demokratizacija in liberalizacija jugoslovanske partije in jugoslovanske države v 50 letih, ki naj bi se dogajali v času tik pred Džilasovim padcem in glede pripisovanja zaslug za to Džilasu. In tu pridemo potem do zame temeljne uganke oziroma temeljnega problema, ki je razviden tako iz novega razreda, kot tudi jasno iz člankov v borbi in tudi iz anatomije neke morale. Namreč ni mi znano, da bi Džilas kdaj postavil pod vprašaj sam temelj, na katerem je lahko se razbohotil novi razred. On je sjajno opisal, kako nastane novi razred. Ampak temelj nastanka tega novega razreda, to pa je nasilna, brutalna, krvava revolucija, ki je katapultirala te ljudi, da so lahko šele postali novi razred, ta pa pri njem, kolikor je meni znano, ni postavljena pod vprašaj. Torej, samo revolucionarno nasilje ostaja tudi v novem razredu zanj osvobajajoče in odrešilno. In ostaja tisto, kar se mi zdi je najbolj problematično tudi pri apologetih slovenske revolucije, ostaja na ravni zgodovinske nujnosti. To, kar človek prav ne more razumeti, recimo enega Edvarda Kozbeka, kako lahko s tako nonšalanco zagovarja trditev, da je revolucija zgodovinska nujnost, da je to tako rekoč Bog oče vnaprej odredil, da se bo v Sloveniji zgodila revolucija, da se bo preobrazil slovenski narodni značaj. In na tej točki se mi zdi, da tudi prenašanje Džilasa kot nekoga, ki lahko pokaže izhod iz slovenske situacije, je problematičen. Torej, njegov opis novega razreda drži. Ampak dvomim, da je brez odpovedi samemu temelju njegovega nastanka možno iskati rešitve. In mislim, da se je tudi v slovenskem primeru pri nekaterih zelo zaslužnih nosilcih slovenske osamosvojitve in demokratizacije, nekateri so nas ravno v teh letih in mesecih zapustili, se je pokazalo, da se na tej točki, ko bi bilo treba se vprašati o lastni odgovornosti, zato da je lahko sploh nastal sistem, ki je omogočil vznik novega razreda, da se na tej točki vse konča. In kot rečeno, Džilas
ni zmogel tega koraka, da bi rekel, aha, tudi jaz sem pomagal graditi temelje tega sistema s tem, ko sem neusmiljeno sledil revolucionarni logiki v medvojnem obdobju. Tako kot tega večinoma tudi niso sposobni slovenski akterji dogajanja in na koncu potem sam opis stanja ne zadostuje brez tega. To bi bil pač moj prispevek hudičevega odvetnika. Se gotovo še vrnemo k tej temi. Dr. Anže Burger, že pri Gilasu večkrat naletimo na pojme monopol, liberalizacija, iste pojme uporabljamo danes, ko jih kritiziramo oziroma ko jih zahtevamo. Tako je. Jaz bi predstavil ekonomski vidik, moj pogled na družbeno preobrazbo bolj z tega ekonomskega vidika, pri čemer bi se osredotočil mogoče bolj na jutri kot pa na preteklost. Bi pa za izhodišče vzel eno Gilasovo primerjavo v knjigi, kjer primerja v bistvu transformacijo družbe iz prehoda, torej iz absolutizma v bolj svobodno družbo v 17. in 18. stoletju za tisto, ki se je zgodila po drugi svetovni vojni v Jugoslaviji in v drugih državah. Torej pri prvi transformaciji je šlo za proces, kjer je ekonomska in pa družbena preobrazba se dogajala že prej in je temu sledila tudi menjava elit, torej vzpostavitev nekega novega razreda, medtem ko je pri tej drugi preobrazbi, se pravi prehodu v komunistični sistem, prišlo do neke nasilne vzpostavitve novega razreda, ne da bi bili pri tem izpostavljeni osnovni ekonomski in pa širši družbeni temelji, ki bi bili skladni s tem novim razredom. Tako da to izhodišče v bistvu je osnova za mojo tezo, da Slovenija trenutno še ni šla skozi preobrazbo tako na politični, na družbeni in tudi ekonomski in pa etični ravni, pri čemer bi se tukaj osredotočil predvsem na zadnji dve, torej ekonomska in etična preobrazba. Mislim, da sta ta dva segmenta zelo povezana. Sem eden izmed zagovornikov, se pravi nekak teze oziroma razmišljanja, da za razvoj družbe in tudi ekonomskega vidika je nujno potrebna tudi ta etični kodeks, ki je skladen z neko liberalnim tržnim gospodarstvom. Zdaj, ekonomskih, teh materialističnih razlogov, vzrokov, zakaj v Sloveniji nismo doživeli te ekonomske preobrazbe, je veliko, pa se ne bi posvetil temu, se pravi, sam, če jih naštejem, torej odsotnost privatizacije, ohranjanje velike vloge države, javnega sektorja in pa vloge države v gospodarskih družbah, potem neustrezen sistem lastninjenja, torej preko certifikatov, ki je favoriziral notranje odkupe in s tem omogočal zlorabo manjšinskih delničarjev in pa lastništvo nad glavnimi bankami v Sloveniji, kar je omogočilo to sprego med gospodarstvom, politiko in pa finančnimi elitami. Bi se pa osredotočil, bi potegnil nekak miselni lok pa med idejami, institucijami in nazaj potem k idejam in potem končno k ekonomski preobrazbi, ker mislim, da so ravno institucije in pa ta etični kodeks v bistvu osnovni fundament, da lahko pride sploh do ekonomskega napredka tudi in do nove, boljše družbe. Zdaj, ko govorimo o institucijah, tukaj mislim na javni red, mir, sodišča, lastninske pravice, odprtost, učinkovito vladanje. Ko pa govorimo o idejah, pa lahko govorimo o idejah o fizičnem svetu, kar je zelo spremenila renesansa. Bolj me pa zanima tukaj ideje o ljudeh, torej kako gledamo
na družbo, kako gledamo na soljudi, na podjetnike in podobno. Ne. In zdaj tukaj se stavlja prvo vprašanje, ne, ali je pomembno, da imamo za to preobrazbo, da spremenimo ta prepričanja, ta etični kodeks za vse, za večino ljudi, ali je dovolj, da imamo močno elito, vplivno elito, ki ima kodeks, ki v bistvu zažene spremembe, družbeno-politične spremembe. Verjetno za vsak segment preobrazbe velja svoje, ne, se pravi, potrebujemo po mojem oboje, ne, in elito, ki ima ta etično preobrazbo in tudi vsaj minimum spremembe torej ideologije v javnosti. Ne. Zdaj, tukaj bi jaz mogoče par podatkov sam, da boste si predstavljali, o čem govorim, ko govorimo o institucijah in kako te institucije vplivajo na ideje, torej na poglede, svetovni nazor ljudi, in bom skušal argumentirati, zakaj je to pomembno. Ne. Se pravi, jaz sem pred nekaj časa na povabilo enega sodnika za konferenco o pravosodju sem pripravil en esej, kjer sem skušal svoj vidik, torej ekonomski vidik nedelovanja pravne države v Sloveniji pokazati, in sem zbral precej podatkov iz raznih virov, ne, kakšna je pravna država, ne, in tukaj smo resnično res slabi, ne, se pravi, World Justice Project nas umešča v eno izmed slabših držav, kar se tiče pravne države. Imamo zelo dolgotrajne, neučinkovite obravnave in tudi moj kolega Aljaž Kunčič, ki zdaj dela za Združene narode, je naredil doktorat, kjer prikazuje, kako je za razliko od ekonomskih in političnih institucij pri pravnih institucijah prišlo celo do regresije v absolutnem smislu. Ne. In zdaj, kakšen ima to vpliv na ideje ljudi, ne, na to, kako mi Slovenci gledamo na naš sistem, v katerem živimo, in na soljudi. Ne. Mislim, da ima to zelo negativen učinek, ne. Torej, to nezaupanje v pravno državo, ne, se odraža tudi potem v nezaupanje v podjetništvo, nezaupanje v tržni sistem nasploh in v nezaupanje v soljudi, ne, to je pa osnovno lepilo družbe. Če nima družba osnovnega zaupanja med sabo, med ljudmi, potem ne moremo imeti neke složne družbe. Imamo poleg Bolgarije, ne, najnižje zaupanje v kompetence pravosodja in poleg Rusije in Portugalske najnižje mnenje o proceduralni pravičnosti sodišč. Ne. Poleg Češke in Rusije pa Bolgarije največji merimo Slovenci, da sodniki sprejemajo podkupnine in pa da je ocena razširjenosti podkupnin pri policiji je precej povprečna. In pa 26 držav vključenih v social survey, ne, samo še Bolgarija ima manjše zaupanje ljudi v učinkovitost sodišč, medtem ko se pri vprašanju procesne poštenosti sodišč uvrščamo malenkost više na 20. mesto. Ne. In to je posledica tega je, da torej to nezaupanje v institucije, v pravno državo se odraža tudi v tem, da kar 83% Slovencev recimo meni, da podjetniki ustvarjajo delovna mesta in kar 97% na Finskem recimo, ne. In 63% vprašanih recimo meni, da podjetniki izkoriščajo delovno silo, medtem ko samo 20% recimo na Danskem. Splošno mnenje o podjetnikih in lastnikih podjetij v Sloveniji je samo 37% pozitivno, recimo na Danskem, kar 74% ljudi meni, ima pozitivno mnenje o podjetnikih. Ne. Se pravi, podobno tudi Toš v teh svojih serijah ugotavlja, da imamo v Sloveniji ena najnižje zaupanje v podjetja in to je padlo. Iz leta 1991 smo imeli večje zaupanje v podjetja kot pa leta 2009. Ne. Tako da to nazadovanje zaupanja v soljudi in gospodarstvo se odraža v tem, da v bistvu nimamo osnovnega etičnega fundamenta, da bi lahko preobrazili naš sistem, naš družbeno-ekonomski sistem iz
sistema, ki ga imamo zdaj, se pravi nek državni kapitalizem z določenimi elementi svobodnega tržnega sistema, da bi šli v nek liberalni sistem, ki bi pa omogočal seveda tudi potem druge pravice, druge svoboščine, ne samo ekonomske. Toliko mogoče za začetek, da ne bom predolg. Hvala lepa. Ja, ko ekonomist toliko govori o pravni državi, je verjetno res nekaj zelo narobe z njo. Dr. Matej Avbelj, kako Gilasove besede še danes odmevajo in nas nagovarjajo na pravnem področju? Ja, hvala lepa najprej za povabilo. Hvala lepa, da ste prišli v teh predprazničnih veseljaških dneh. Jaz menim, da je morali se mi danes o Gilasu pogovarjati tamle na Prešernovem trgu in prebirati to knjigo vsak dan na glas. Jaz priznam, da je prej nisem bral, tudi verjetno iz tega razloga, ker nikoli tekom moje socializacije skozi slovenski šolski prostor o Gilasu nisem slišal ničesar. In prvič me je o Gilasu pobaral poljski profesor na EUI, ki me je spraševal, kaj pa Gilas. In pojma nisem imel, kdo Gilas je. Iskreno povem. No in potem dolgo časa nisem imel časa, da bi to knjigo prebral, potem sem jo začel brati v angleščini, ker sem jo predpisal svojim študentom pri predmetu Demokratična in pravna država. In potem je prišla ta priložnost, za katero sem pa knjigo moral natančno prebrati. In povem vam, da to je bilo zame odkritje. Ta knjiga je fantastična, ta knjiga je fantastično srhljiva, ker boljšega ogledala ne družbi leta 57, ampak družbi v Sloveniji leta 2015, po mojem vedenju, pa smo si to vsi prizadevali od leta 1990 dalje, ni nastavil še nihče. Jaz se seveda strinjam z Alešem, ki vidite, da je zahteven, on bi celo Gilasovo persono, on bi rad še več, da se je v bistvu pove, da je bila tudi revolucija napačna. Za revolucijo vemo, da je bila napačna. Če ne drugega, je zdaj to povedalo naše ustavno sodišče. Tako da moramo biti do Gilasa tudi kot osebe na nek način prizanesljivi. Moramo biti pa ne prizanesljivi, ampak izjemno, ne vem, če je prava beseda, ponosni, ampak priznati, da je to delo izjemno. Da je to verjetno v tem prostoru knjiga stoletja. Stoletja, ki je že menilo in stoletja, ki nažalost, ki ga zdaj še živimo. In zakaj je ta knjiga to pomembna? Na začetku je Urška, ali pa mogoče vi, gospod Zalaznik, ste omenili, da se v tej državi že 25 let pogovarjamo. Vemo, da je nekaj narobe, želimo se nekih sprememb, vendar, da bi dosegali spremembe, da bi lahko stvari popravili, je treba najprej postaviti diagnozo. In Gilas, mislim, da postavi to diagnozo na način, če damo stran elemente jezika komunizma, na način, ki ga bi bil sposoben sprejeti povprečen slovenski državljan. Če bi slovenski državljan tole prebral, bi rekel, dejansko je to, kar se nam dogaja. In dovolite mi, da v 5 minutah, pa bom prišel tudi do pravne države na koncu, preletim čez par točk Gilasovih neposrednih citatov, ki srhljivo opišejo točno tisto, kar se nam v Sloveniji dogaja danes. Najprej o tem pogovarjamo se o novem razredu. Kdo zdaj sploh novi razred je? Ne bomo naštevali imen, ampak Gilas pravi takole. Novi razred sestavljajo tisti, ki imajo zaradi monopola nad upravljanjem posebne privilegije in materialne prednosti. Lastniški privilegiji novega razreda in samo članstvo v tem razredu so privilegiji upravljanja administracije. Pozor, ta privilegij sega od državne uprave in gospodarskih podjetij do športnih in, ne boste verjeli, humanitarnih organizacij. Kje smo že to srečali pa videli v praksi? Pri tem novi razred neustavljivo vleče v svoje vrste tiste, ki se želijo pridružiti novemu razredu in zatira tiste, ki še ohranjajo ideale. Tukaj naredim preskok na konec, zakaj bo v Sloveniji tako težko narediti kakršnekoli spremembe. Zato, ker je v vsakem od nas nekaj novega razreda. Novi razred je nastal po Gilasovem mnenju že leta 57 in potem se je skozi desetletja še perfekcioniral. In vsakem od nas v tej družbi je nekaj novega razreda. In zato bo tako težko spremeniti in doseči ravno ta etični integritetni preskok
o katerem je govoril Anže. No, potem novi razred ustvarja schizofreno politiko in deluje v nenormalni državi. Takole prav Džilas. Ta razkorak novi razred nagonsko čuti, da so nacionalne dobrine dejansko njegova last. Izrazi socialistična, družbena, državna last so samo pravna fikcija. In ta razkorak med pravnim in dejanskim ne povzroča samo stalnih, nejasnih in nenormalnih družbenih in gospodarskih odnosov, ki jih lahko sprejemamo na odmevih, ampak pomeni tudi, da se besede vodilne skupine ne ujemajo z njenimi dejanji, oziroma da so vsa njihova dejanja namenjena utrjevanju lastniških in političnih odnosov. Tega protislovja novi razred ne more razrešiti, ne da bi pri tem ogrozil svoj položaj. Kaj zdaj pravi Džilas glede integritete družbe, glede etičnega preskoka, o katerem je govoril Anže? V taki družbi se neizogibno razraščajo pehanje za položaje, licemerstvo, prilizovanje in zavist. Karierizem in nenehno razraščanje birokracije sta neozdravljivi bolezni komunizma. Iste besede je na Češkem uporabil Havel. Kako je s kadrovanjem v taki družbi? Poudarjamo meritokracijo. Džilas pravi takole. Pot na vrh je sicer teoretično odprta vsem. Edino, kar je potrebno, je le iskrena in popolna oddanost partiji in novemu razredu. To je kadrovanje. Kaj pa je politika? Kako je s političnimi strankami pod novim razredom? Oblast oziroma politika kot poklic postane ideal za vse, ki se ne morejo upreti želji ali možnosti, da bi živeli kot paraziti na račun drugih. In še, stranke v državi novega razreda delujejo po filerskem načelu, tako da zahtevajo ideološko enotnost oziroma enoten pogled na svet in razvoj družbe, ki je obvezen za vse njihove člane. Tako nagnjenje k enotnosti je obvezno. Kaj pa posameznik? Kako je s posameznikom? Novi razred, socialistična družba, humanističen odnos do posameznika. Posameznik ne bi bil ideal tiste družbe. Nikakor pravi Džilas. Razvoj osebnosti posameznika je le abstrakten ideal. Njegov svet je lahko svet vsakodnevnih majhnih skrbi, kadar te skrbi in želje trčijo ob trdnjavo sistema, ki ima monopol nad materialnim in intelektualnim življenjem ljudi, tudi ta mali svet ni več svoboden in zanesljiv. Država posamezniku daje možnost, da se preživlja, toda pod pogojem, da se ji podredi. Zato in predvsem zato novi razred nasprotuje vsem oblikam svobode, najbolj pa svobodi mišljenja in kritike. In to, če pa tu predstavim svoj lonček, najbolj pojasni, zakaj je v Sloveniji takšen odpor zoper ustanavljanje kakršnikoli novih izobraževalnih iniciativ, zasebnega šolstva, zasebnih univerz, ki ne bi se zdaj tudi prepovedal praktično z upisom v samo ustavo. No in zdaj pridemo do pravne države. Se opravičujem, dolg sem. Pravni državi Džilas pod novim razredom ne pripisuje nikakršne možnosti. Tako prav. V praksi v pravni državi novega razreda ni mogoče ločiti policijske oblasti od sodne. Včeraj v Odmevih smo gledali nezaslišan prizor, ko je moral policist braniti protiustavno odredbo sodišča. In se je opravičeval, da je policija storila samo tisto, da je policija sledila načelu sorazmernosti, čeprav glede na odredbo tega ne je bilo treba. V praksi ni mogoče ločiti policijske oblasti od sodne. Tisti, ki aretirajo, v praksi tudi sodijo in izvajajo kazni. In Džilas pravi, krog je sklenjen. Izvršilna in zakonodajna oblast je ena in ista, sodni in kazenski pregon je pa prav tako. In ta stavek je indikativen. Sodišča imajo nalogo dokazati to, kar oblastniki želijo, da se dokaže, oziroma da zagotovijo pravno kritje politični sodbi zaradi sovražne dejavnosti obtožene. Skratka, Džilas, po mojem mnenju, zdaj ne moramo reči, da ne moramo njegovega opisa situacije verbatim preslikati na našo današnjo situacijo. In tudi njegova, če rečemo temu teorija, seveda ne more pojasniti vsega. Pojasni pa mnogo več z mnogo bolj sprejemljivim jezikom, kot smo v zadnjih 25 letih zmogli sami. Ampak s tem se zgodba še ne konča. Džilas napove tudi epilog novega razreda. In pravi takole. Herojsko obdobje komunizma je minilo. Obdobje njegovih velikih voditeljev se je končalo.
nastaja novo obdobje praktikov in teoretikov, bi jaz dodal. Novi razred se je že vzpostavil in je na vrhuncu moči in bogatstva, toda brez novih idej. Ljudem nima več kaj povedati. Edino, kar mu preostane, je, da upravičuje samega sebe. Ustvarjati je prenehal, zato tudi ni dodane vrednosti. In Gilas apokaliptično sklene, njegovo duhovno kraljestvo zajame tema. In nadaljuje, ko bo novi razred zapustil prizorišče zgodovine, in to se mora zgoditi, bodo za njim žalovali manj kot za katerim koli drugim razredom. S tem, ko je zatrl vse, kar ni bilo po godu njegovi sebičnosti, se je obsodil na neuspeh in sramoten propad. Kdaj se bo to zgodilo? Gilas pravi, da bomo se še malo načakali. Kaj ti? In tudi to je indikativno za Slovenijo. Citiram, nobena od dveh glavnih oblik opozicije še ni našla načina in sredstev za boj proti temu omejevanju svobode. Prva skupina je vlekla nazaj, medtem ko je druga skupina tekmovala z režimom v nesmiselni revolucionarnosti in dogmatskem prerekanju. Razmere preprosto še niso zrele, da bi našli nove poti. Skratka, zdaj bo nekdo lahko rekel, da sem sestavil, da sem pocitiral in goljofijo zlil to skupaj v nekaj, kar bo jutri kot kolumna objavljeno na Usinfo, da sem copy-pastal in iz konteksta jemal njegove misli, ampak ko sestavimo ta mozaik in ko pogledamo na slovensko družbo, ugotovimo, da je Gilas izjemno dobro opisal in kot sem že dejal prej, je verjetno danes stanje slabše kot leta 57, zato ker je novi razred dejansko postal novi razred. Diskurs o komunizmu je danes napačen, kot že pojasni Gilas, ker komunistična partija je propadla s tem, ko se je pretvorila v novi razred. In ta novi razred je v vsakem od nas. In zakaj v vsakem od nas? Ker država skrbi, da je, ker je od njega država, lastniki, upravljalci, ker je država od njega inherentno odvisna. In nas vsakim pod krinko socialne države, pod krinko Jazbinškovih zakonov, je vsakega od nas malo kupila v ta novi razred. In zato je tako zelo težko. In ta novi razred je, kot ste brali, pa če ste me dobro poslušali, tako na levi kot na desni. In zato je tako zelo težko najprej postaviti pravo diagnozo, iskati rešitve in potem rešitve dejansko implementirati. Edino srečo, ki imamo, je, da je pa cilj, kaj moramo storiti, popolnoma jasen. Ta je pa zapisan v ustavi, že od leta 1991, kjer piše, Slovenija mora biti demokratična in pravna država, vsemi tistimi kavtelami, ki so not zavedeni. Tako da, minimalno, kar nam ostane, in to je že veliko, zame je to najboljši učbenik pri predmetu demokratična in pravna država. Edino obžalovanje, ki imam, je ta, kot sem že danes povedal svojim študentom, da ga nisem napisal jaz. Ker boljšega ni mogoče napisati. Po tej, že kar diagnozi stanja, čeprav je bila izpeljana iz preteklosti, me vseeno zanima, če se vrnem k obema zgodovinarjema, a to zdaj pomeni, da če želimo preiti to stanje, da se moramo najprej soočiti z revolucijo in si priznati prave vzroke? Aleš je toliko veliko revolucij govoril, da lahko jaz mislim, da se je ravno v teh 25 letih pokazalo, da vsi bi si želeli, da bi bilo možno čim več pustiti od tega, kar je, od tega novega razreda v nas. Mislim, da je to Matej sjajno povedal, ampak mislim, da se je pač pokazalo, da to ne gre, da je potrebno iti na izhodišče in tam pozdraviti vzrok. Ampak to je ravno tisto, kar je težko. Mislim pa, da je vedno, kadar se je, pa to sta predvsem na dveh točkah v slovenski zgodovini po letu 90,
ko se je to dogajalo, in sicer takoj ob osamosvajanju, ko je demokratizacija evidentno šla, oziroma osamosvajanje je bilo na škodo demokratizacije. To je danes, mislim, da bolj manj splošno jasno, zaradi tega, ker je bilo treba mobilizirati vse sile, da je sploh prišlo do osamosvojitve. In seveda s tem je bilo treba v kovčku sprejeti tudi to, da se ni postavljalo vprašanje vzrokov nastanka novega razreda. Seveda takrat nismo uporabljali te besedne zveze. Druga taka možnost je bila ob edini pravi spremembi oblasti v Sloveniji, to je bilo leta 2004-2005, ko pa se spet ni postavilo teh vprašanj in na koncu se je po 2010-2011 je pa nastopilo obdobje izrazitih recidivov. In jaz mislim, da se bo to ponavljalo tako dolgo, dokler se ne bomo uspeli soočiti z vzrokom. To pa je izjemno težko in meni so me nagovorili podatki, ki jih je podal gospod Burger. Torej 37% Slovenk in Slovencev ima pozitivno mnenje o podjetništvu kot takem, 63% je prepričanih, da podjetniki so izkoriščevalci in po mojem mnenju je to zelo slaba popotnica za ravno ta etični preskok, oziroma to, da bi dosegli neko soglasje, da je sploh vredno iti v spremembe. No, sicer je moje mnenje tu, da ni revolucija edini problem, ampak je pravzaprav problematična že struktura družbe, ki je nastala v dolgem 19. stoletju in ki je na račun ohranjanja slovenstva oziroma obrambe slovenstva pred tujci dovoljevala že takrat izoblikovanje seveda manj ostre različice novega razreda, kar je po mojem mnenju sjajno opisal Ivan Cankar v podobah svojih grozdov, grudnov in podobnih patronov. Ne glede na to, da bi lahko tudi Cankarju učitali, da je pravzaprav zelo dobro fural s tem novim razredom, kot na vse zadnje bi se tudi sam lahko posipal s pepelom, da dobro furam s tem novim razredom v sebi. Na vse zadnje sem zaposlen v javnem sektorju in torej pristajam na ta svoj košček, oziroma hočem imeti ta svoj košček pri novem razredu. Ampak torej, zgodovinsko breme je v tem primeru izredno težko in bi res zahtevalo ljudi izredne železne volje, da bi čisto seveda na način nekega političnega diskurza te stvari premaknili, s tem, da pa sta bili dve zelo pomembni kratki časovni okni, 1991 in pa 2004, največ od 2006 sta bili skoraj popolnoma zapravljeni in se takrat ni zgodilo nič. Takrat, ko je bil recimo novi razred, stari novi razred toliko diskreditiran, da bi recimo v družbi rekel vsaj minimalno soglasje, da so spremembe potrebne, obstajalo. Zdaj ga pa absolutno sam ne vidim. Torej, če se navežem na Gilasa in na Mateja, smo bolj v fazi, ko očitno bi lahko uspevala to prehitevanje novega razreda po levi, ne pa tisti voz, ki bi poskušal vleči nazaj. Ta v tem trenutku nima dovolj zaslombe, da bi dosegel neko kritično maso. Toliko. Kaj pa ta samokritičnost? Gilas je kritiziral, morda ni bil dovolj kritičen čisto do sebe in svojih tega, kar je pomagal soustvarjati, pa vendarle bil je kritičen do tistega, čemu je pripadal. Danes
kdor si kjerkoli dovoli biti kritičen do svoje skupine, postane problem. Se verjetno to ni pojav našega časa, pa vendarle, ker prav to, tej osebni odgovornosti se ne moramo izogniti. Lahko prenašamo, česa država ni naredila, zakaj nismo šli naprej, pa vendarle, ta naš delček novega razvoja, ki ga vsi nosimo, kako to premagati, da morda tudi v novi, mlajši generaciji, da le prevzame vsak svoj del odgovornosti in se znebi tega novega razreda v sebi. No, Vprašanje za vse. Zdaj, tisti, ki ste že prebrali mojo spremno študijo, ali pa tisti, ki jo še boste, v bistvu to nekako sem skušal pokazati, da ni bil problem pri Gilasu to razvijanje nekih liberalnejših pogledov, ker te partijske veljake je v bistvu najbolj prizadelo ravno to kritiziranje kroga, kateremu pripadaš, in da občasno celo uporabljaš, da govoriš, se pravi, o njih, ali o onih, ali oni, ne pa mi. Ne? In v bistvu tukaj svega bi se tudi strinjal z Alešom. Je tudi eden izmed glavnih problemov, ne? Se pravi, Gilas v času, ko to piše, v času, ko to kritizira, živi v svoji vili, ima vilo, ima svoj avto, dober avto, in tako dalje. Se pravi, je del teh privilegijev, katere sam v bistvu na nek način prezira. Znana je tudi, naprimer, njegova izjava, mislim, da je bilo neko zasedanje vlade in naenkrat je izbruhnil in rekel, od kdaj se zdaj še misli kavo zastonj pit? Kavo treba plačati, ne? Naprimer. Reč pa bi se, mogoče sam na kratko bi se navezal na to, kar je bilo omenjeno, se pravi, v športnih in humanitarnih organizacijah. To je sicer podatek, ki ga sam nisem vključil, ampak Gilasa so celo izključili iz ribiškega društva. Ne? V bistvu je tragikomično, ne? Ampak v bistvu prikazuje točno to, da je Tito prevzel, se pravi, novo obliko obračunavanja, neke nove metode, ne fizično obračunavanje, ampak povsem psihično. Psihično uničiti človeka, vzeti mu tisto, kar mu izredno veliko pomeni, naprimer, sploh za Gilasa je znano, da je zelo rad hodil ribariti, ne? In naprimer, to je ena stvar. Druga stvar, bilo je tudi omenjeno kadrovanje, ne? Pot navzgor. In v bistvu to, naprimer, je še danes zelo evidentno v Sloveniji. Dokler človek trobi v isti rok, tako kot novi razred, ali pa tako kot, spravim, otroci novega razreda, je stvar sila preprosta. Kolikor pa odstopaš, ne, na takšen ali na drugačen način, pa se začnejo dogajati zelo čudne stvari. Kar se tiče pa pravne države, pa sicer tega Gilas v novem razredu se sicer ne dotakne, pa zelo lep primer v enem izmed teh njegovih člankov iz serije O borbi, kjer mislim, da je to tudi prvi primer sploh, da napiše, da morajo biti pred zakonom vsi enaki. Tudi buržuji. In Gilas dejansko ne govori več o enakosti, o čemer govori prevladujoči novi razred, ampak govori o enakopravnosti. O enakopravnosti pred zakonom. Se pravi, da se odločitev sodišč mora spoštovati in potem navaja primer, kako so eno družino, buržujsko družino, po domače povedano, vrgli iz stanovanja, zato da je ta prava družina prišla noter in je celo sodišče odredilo, da je to bilo nezakonito,
in da se prvotna družina mora vrniti v stanovanje, ampak je potem okrajna partijska organizacija rekla, mi bolje razumemo situacijo, a ne? In zato bo pri tem ostalo. A ne? In to se mi zdi zelo pomembno, da v bistvu prvič, ko v glavnem partijskem glasilu nekdo govori o enakopravnosti za vse in ne več o enakosti. Zdaj, na to vprašanje o spremembi ideologije, ne, bi jaz, ker sem ekonomist, bom pač uvedel koncept, oziroma bi pogledal skozi prizmo koncepta idej, ne, trga idej. Čeprav vem, da pač sprememba ideologije je posledica veliko sporadičnih dogodkov, ki jih lahko v zgodovini združimo z vse te moderni, ne, s 3 R-ji, ne, se pravi revolucija, reformacija in renesansa, ne, ampak kljub temu, če to malo abstrahiramo, ne, če gledamo nekako na spremembo idej skozi princip trga idej, ne, so tukaj 3 vprašanja, ne, se pravi prvič, ali je ta trg idej konkurenčen v Sloveniji, ne. Zdaj tukaj je odgovor nažalost ne, ne. Imamo medijski trg, ki je zelo monoliten, ne. Imamo javni RTV servis, ne, ki v bistvu ni apolitičen, ne. In tudi ni neodvisen, ne. Potem imamo univerze, ne, ki so prav tako več ali manj vse državne. Pomlajevanje v teh univerzah, v tem sistemu je pač nekako incestoidno in torej nadaljuje ohranjanje tega razreda, kar je pač ravno nasprotje tistega, kar je bilo v 18. pa že prej v 17. stoletju, recimo ta Republika Literaria, torej Republika pisem, ne, ko je bilo to veliko bolj prehodno oziroma veliko bolj demokratično, ne. Torej ideje so bile veliko bolj, so si konkurirale druge v Sloveniji, je to žal zaradi omenjenih stvari otežkočeno, ne. Potem drugo vprašanje je, kakšne so ovire vstopa, ne. Ovire vstopa na ta trg idej so zelo visoke v Sloveniji, ne. Se pravi, vi imate medijski trg, ki je popolnoma zasičen že, ne, od tega večina je ne nacionalna, pač pa državna televizija oziroma radio, zelo malo prostora je potem za privatne medije, ne. Tudi zelo malo prostora je za privatne šole, kot je že Matej omenil, ne. In tretje vprašanje, ne, kako je učinkovit ta trg idej, ne. Tukaj je nasploh trg idej je problematičen zaradi tega, ker ima negativne vzpodbude, to pomeni nove ideje vedno so nezaželene na trgu starih idej, ne, zato ker to ipso facto degradira v bistvu vrednost teh starih idej, ne. Torej vedno bo tendenca po preprečevanju novih idej, ne. Vendar je tukaj v Sloveniji problem tudi strani povpraševanja po teh novih idejah, ne. Imamo podjetja, ki bi morala načeloma, ne, biti nekako tista, ki bi podpirala malo bolj svoboden sistem, ne, vsaj na tem ekonomskem področju na začetku, ampak imamo sistem, ne, kjer je zaradi pretežnega državnega lastništva, posrednega ali neposrednega, ne, je ogromen del gospodarstva vezan neposredno ali posredno na državo, na državni proračun, torej na politiko, in torej je ta neodvisno povpraševanje po teh novih idejah nažalost tudi tukaj manjše, kot bi lahko bilo, ne. Zdaj, kako pa te nove ideje načeloma, kakšni so mehanizmi, da te nove ideje lahko pridejo na dan, ne, da se uveljavijo, ne. Dejstvo je, da večina idej ne menja, zelo poredko menja ideje, ne. Torej nekako živimo v idejah, v katere smo bili socializirani, ne. So pa seveda izjeme, ne, kot so recimo te zgodovinski prelomni dogodki, ki smo jih po moje nažalost v Sloveniji zamudili, ne. Se pravi, mi smo po mojem, moje dojemanje, tako da smo osamosvojitev dojeli kot obračun Slovencev z Jugoslavijo, ne pa obračun nas do naših lastnih elit, ne, pokvarjenih elit in našega političnega sistema, ne. In tudi tukaj, ne, v Sloveniji še vedno čakamo na te ekonomske spremembe, ne, in zato ni tega novega razreda, ne, ki bi zahteval, ki bi imel materialno podstat tudi, ne, da bi lahko podprl
te nove ideje. To je zelo pomembno. Ne. Ni vse, ne, seveda, ampak se mi zdi, da te ekonomske spremembe bi bile lahko potisni faktor, da se zažene ta kolovoz. Ne. Ne vem, tudi naslednji način, prepričevanje. Ne. Ali imamo politike, ne, znane osebnosti, ki imajo karizmo, da prepričujejo ljudi v te bolj liberalne ideje. Avtoriteto, ne? Ali imamo avtoritet na glavnih pozicijah ljudi z avtoriteto, ki bi to uspeli lansirati, nimamo, ne? Še vedno so na glavnih položajih ljudje, ki sledijo starim idejam. Ne? Tudi kar se tiče imitacije, ne? Da imitiramo ideje od drugod, ne? Recimo EU ne ponuja, vedno manj ponuja dobrih vzgledov, EU tudi vedno bolj postaja podobna Jugoslaviji, vedno bolj se zapira torej novim idejam, inovacijam, vedno bolj je regulirana. Ne? Tudi v preteklosti, ne, bivše tranzicijske držav nikoli nismo imeli za vzgled, ker so bile vedno manj razvite kot mi, ne, čeprav so nekatere tranzicijske države zdaj bolj uspešne, ne, vsaj 2 sta nas že prehitele, druge so na poti, da nas prehitijo in so uspešne gospodarske reforme in pa tudi politične reforme speljale. Ne. Torej, vse to nam manjka, ne, in tu je problem, kako bojo te nove ideje prodrle. Ne. Bo pa potrebno vse to troje skupaj združiti, ne, in sprememba ekonomskega sistema in sprememba institucij in sprememba torej miselnosti, ideologije. Te 3 stebri, ne, so drug od drugega odvisni in ne more eden brez drugega, brez podpore drugih 2 ne more sam opraviti družbene preobrazbe, po mojem mnenju. Ja, v bistvu bom zelo podobno povedal, kot je Anže, ampak malce drugače, samo z drugimi besedami pravzaprav. Zdaj, če hočemo stvari spremeniti, je treba razmisliti, in tudi tukaj nam Gilles da recept, razloži, v čem je pravzaprav moč novega razreda, ne? Tistega hardcore novega razreda, ne novega razreda, ki je vsakemu od nas. In v prvi vrsti je moč novega razreda ravno ekonomska. Novi razred upravlja z lastnino, ima lastnino. Paradoksalno je, da je ta lastnina naša, davkoplačevalska. Torej, novi razred upravlja z državno lastnino, ki v Sloveniji ni samo tista, ki je zlita v proračun, ampak je po vrhu vsega še v 50-70% nacionalnega gospodarstva, podjetij v državni lasti. Torej, če želimo zlomiti moč novega razreda in da bo novi razred izpuhtel, ne, da te moči več ne bo imel, je treba storiti točno tisto, kar je že zdavnaj povedal profesor Jambrek. Jambrek je rekel, v Sloveniji je največji kapitalist država. Torej je treba državo razlastniti. Državo, ko bomo enkrat zadevo privatizirali, bo novi razred, odvisno kako bo potekala privatizacija, svojo ekonomsko moč izgubili. Poudarjam, odvisno kako bo potekala privatizacija. V Rusiji so državo razlastnili, pa je novi razred dobil vso moč na jasno kapitalistični zasebni osnovi. In tukaj, v tej točki Slovenija danes je v 3. valu privatizacije, ki bo ponovno odločilen, če ne bo spet prišla kakšna kriza in zadevo spet dalo na resit in bomo davkoplačevalci spet plačali, potem pa spet privatizirali. Torej, ena moč novega razreda je v lastnini, ne? Je ekonomska moč. Druga, ta je pa bolj perfidna. Moč novega razreda je pa ravno v tistem, kar je Aleš zelo dober se odzval na mojo tezo, da je novi razred v nas samih. In je rekel, se moram posuti s pepelom. Res je, tudi jaz sem do določene mere kriv, tudi jaz sem do določene mere zraven, tudi jaz sem se etično umazal, tudi jaz sem žrtvoval svojo integriteto, zato da lahko normalno delam in živim. In v tem je bila in ostaja največja moč totalitarnih režimov. Sploh v prostoru, ki se mu reče krščanski katoliški prostor. Ker potem pridejo do tebe in rečejo, a ti boš kazal name, a ti boš zdaj nam govoril, da smo mi oni, saj si del nas, a ti boš vrgel prvi kamen, a si ti brez greha.
In najhuje je, ko se zgodi, ko nekdo pride in vrže kamen, ne glede na to, da je bil zraven. In takšen je potem, sprašali ste me o pravni državi, ne? Po mojem mnenju je v Sloveniji največjo korist pravni državi naredil ustavni sodnik Jan Zobec, ko je v Delu napisal izjemen tekst Mehki trebuh slovenskega sodstva. Tisti tekst popolnoma pojasni, kaj se v Sloveniji dogaja, zakaj se tako dogaja in kako je treba stvari spremeniti. In kaj se je zgodilo z gospodom Janom Zobcem? Točno tisto, kar piše v njegovem tekstu. Tisti, ki opozarjajo na to, kar je narobe, so čudaki, so izobčenci, so malo da ne nori. In to je na eni strani moramo sistem razlastniniti. Razlastniniti ga moramo na pravi način. Na pravi način ga ne moramo razlastniniti, če nijemo pravne države. A ne? In na drugi strani, kako zdaj ubežati te etični krivdi, ki jo nosi vsak izmed nas. Ja, totalitarne sisteme rušijo le ljudje, ki so imeli izjemno integriteto, ki imajo izjemno integriteto in so bili pripravljeni svojo življenjsko žrtev dati za to, da so se stvari spremenile ne samo na tisto, kar je dobro, ampak tisto, kar je bilo prav. Poznamo Mandelo, poznamo Havla na Češkem in imeli smo svojega Havla, Pučnika, ki je bil pripravljen iti za 8 let v samico za brezvezen članek o dilemah slovenskega kmetijstva. On je bil na nek način tako nevaren, novi razred je prepoznal za tako nevarnega, ker je bil brezkompromisen, ker je bil pripravljen za svojo osebo jamčiti tisto, kar je prav. In ne pozabi, danes v teh dneh praznujemo 25. obletnico slovenskega plebiscita. Tega plebiscita in te države ne bi bilo brez noro, brezkompromisne, etično-integritetne osebe, vizionarske osebe, ki si je rekel dr. Jože Pučnik. On je bil tisti, ki je predlagal plebiscitni datum in ki je vsilil celotni koaliciji Demos in potem celotnemu političnemu prostoru, da je v bistvu vlak šel v tisto smer, katerega smo pedali. Bojim pa se, da danes take osebe nimamo več. In se pravi, imamo dvojni problem, ne? Imamo državo, ki jo je treba razlastniniti, kar bomo težko naredili, ker potem bodo tudi socialna država manjša. Nimamo pravne države, ki bi garantirala, da bo razlastitev pravična in pravna. In nimamo ljudi, ki bi bili pripravljeni svojo etično integritetno držo, ki bi res taka bila, ne? Pokazati ljudstvu, malemu človeku, vsem nam, v katerih je en del novega razreda, da se dejansko izplača, da je dejansko treba delati prav, tudi če se ti ne izplača na kratki rok. In ko bo se to troje enkrat poklopilo, jaz ne vem, kdaj se bo, mogoče nikoli več, se bodo stvari začele spreminjati. Ampak v demokraciji, to je pa zdaj zadnji stav, ki ga rečem, se stvari v javnosti, v javne zadeve lahko spreminjajo zgolj skozi politiko. In ključno tukaj so politične stranke, tiste, ki jim je v resnici v interesu, da se ta država izkorenini iz novega razreda in da realizira ustavni red, kot ga imamo zapisanega, če ga ne bomo, lahko ga pa spremenimo tako, da bo ustrezal bolj novemu razredništvu. Težko se strinjam, moram priznati, zaradi tega, ker mislim, da vseeno, tudi Džilas je rekel, da je vsaka rasna, razredna, kasna diskriminacija manj usodna, kot je ideološka diskriminacija. In te imamo tudi danes veliko, sploh pred drugim plebiscitom, ki bo v nedeljo. In vendarle imamo ljudi, ki se izpostavljajo in ki žrtvujejo tudi svoje dobro ime za to, da se izpostavijo in zoprstavijo tej ideološki diskriminaciji. Ne bi v tem, se mi zdi, v teh ljudeh vendarle lahko vidimo eno nasprotovanje vsem tem mainstreamu in zavzemanju, se le postavijo in zavzamejo za svoje stvari. Lahko samo rečem, da upam, da imate prav. Vseeno bi vas še povprašala, po tej ideološki diskriminaciji, ki je nevarna, ki je prisotna
Če smem, Ja, samo še en stavek. Ideološka diskriminacija ne bi imela nobenih hudih posledic, če bi v Sloveniji vladala ekonomska svoboda. Če bi bila ekonomska sredstva vsaj približno pluralno razpršena, tako da bi se lahko na trgu idej pošteno drug z drugim borili. In da potem, ko bi izgubili, da bi se imel ta, ki je bil v bitki idej, političnih idej poražen, ko bi se imel kam vrniti. Danes, zaradi vse splošne lastniške strukture, zaradi vse splošne, ker nimate kotička, ker zasebnega sektorja ni, ker ni pravih nevladnih organizacij, ki ne bi bile inherentno odvisne od proračuna, s tem pa od novega razreda, se tisti, ki so ideološko drugačnega prepričanja, nimajo v tej družbi kam vrniti. In enostavno tudi nimajo ekonomske podpore, iz katere bi se lahko črpali, da bi se borili za svoje ideje. In ekonomska svoboda, in to bom že povedal, tukaj smo pa spet na vseh lestvicah popolnoma na repu, ampak ta je ključna. Vi ne morete se iti referendumske tekme, če nimate sredstev. Friedman pravi, kako boš, v socializmu ni bilo zato nobenega svoboda izražanja pa nobenih političnih bojev, ker preprosto ljudje niso imeli denarja, da bi zalimali plakate. Plakate treba natisniti, treba ljudi imeti za to, da še natisniti in hoditi na okrog in limati. In če hočeš ustanoviti zasebno šolo, rabiš imeti denar. In v obdobju, v razmerah ekonomske svobode ima zasebni sektor in posamezniki imajo inherenten interes, da financirajo tiste nevladne organizacije, ki preferirajo njihovo ideološko usmeritev. Da financirajo tiste šole, ki so blizu njihovi ideološki usmeritvi. Vsega tega pri nas ni. Ampak, če boste ljudi vprašali, bo rekli, to je prav. Pri nas je socialna država, država poskrbi zame in jaz se pogovarjam, zdaj imam majhne otroke in vedno protestiram, da nimam jih nobeno šolo za dati. Pa me gledajo, kot da sem padel z lune. Saj so vse šole enake. Kaj te pa briga, v katero šolo jih daš? Se bo učitelj tam poskrbel, kako bo tega otroka vzgajal in učil. Pa jaz rečem, ampak mene zanima, kakšen učitelj je, jaz bi se ga zbral. In me gledajo, lepo te prosimo, daj pa si mi izbiramo učiteljev, daj pa je važno, kako jih tam poučujejo, važno, da imajo šolo. Veste, to je mindset povprečnega Slovenca moje generacije. In dokler ne bo to, dokler se to ne bo začeli spreminjati in zato pa rabite, tako za politično stranko, tako kot za nevladne organizacije, tako kot za ideje, tako kot za ta dogodek, rabite finančna sredstva. In edina finančna sredstva, ki so tiste, ki so najbolj legitimne z vidika pluralnosti družbe, je, da prihajajo strani zasebnega sektorja, nekoga, ki jih je ustvaril z dodano vrednostjo in želi nekomu pomagati širiti neke ideje, s katerimi se sam strinja. Pri nas imamo paradoksalen položaj, mi damo vse davke državi, ta država pa blagohotno prek proračuna in javnih razpisov, za katere vemo, kako potekajo, financirajo nazaj nevladne organizacije. Pa kakšna je to nevladna organizacija, ki je državno financirana, vas jaz vprašam? In kakšen je ta narod, ki je tako nor, da pusti nekim, ne vem kakšni so te uradniki na ministrstvih, da njim bolj zaupa, da delijo njihov davkoplačevalski denar nekim nevladnim organizacijam. Kakšen je ta narod, ki se strinja s tem, da dam lahko zgolj 0,5% svoje dohodnine nekomu, ki ga preferiram? Zakaj ne 10, zakaj ne 15, zakaj ne 20? Zakaj vsaka donacija, ki jo dam, ni moja olajšava v mojih dohodninskih odločbah? Veste, to so ključna vprašanja. Ne vem, če je v nedeljo plebiscit. Tudi če je, ne bo potekal za vse te razmere na nek normalen način, ampak jaz bi si želel, da bi se v Sloveniji končno začeli pogovarjati o pravih temah. In ključna prva tema je ekonomska svoboda. In če si ti ekonomsko svoboden, moraš biti tudi odgovoren in če si nekaj zajebal, tudi prevzeti odgovornost za to. Ne pa vedno reči, to je bila država, to je bil nek uradnik, to je bil nekdo. Sam si odgovoren. Mi nimam niti zmožnosti prevzeti kot starši odgovornosti, kam bomo svojega otroka v katero šolo dali. Z tega vidika smo mi popolnoma kot narod nepripravljeni za internalizacijo, za ponotranjene lastne ustave, ki smo si jo zapisali. In tukaj imamo mi še svetlobna leta dela. Ampak
Če bi imeli neko ekonomsko svobodo, neko tekmo, kjer bi se dal pokazati, da se da drugače, bi bilo zelo drugače. In to je ključna tema. Jaz sem imel plebiscit o tem. Jaz sem v bistvu se zelo strinjam s tem, kar sta povedala Matej in tudi gospod. Tudi sam sem nekako upe v spremembe stavov v to popolno gospodarsko razsulo, ki pa mislim, da je tudi malo verjetno, ampak nisem hotel tega reči. Hotel sem reči to, da nedvomno, da se strinjam z Urško, da je najbrž nedeljski referendum pomemben, ampak recimo tudi kot pripadnika katoliške skupnosti, kateri se pač prištevam, se to ni nobena skrivnost, me ob tem vendarle nekoliko boli, da se ti isti ljudje, ki so zdaj res stavili veliko za neko pomembno temo, dejansko pri temi sprememb v družbi, ravno tega slovesa od novega razreda, niti približno niso tako zelo doslej angažirali, oziroma se vsaj sam ne spomnim, ali pa so celo dejavno velikokrat pomagali k polovičarskim rešitvam. In to je ena bolečina. Druga stvar, meni se vseeno zdi, da je zelo pomembna stvar pri teh stvarih neki širši družbeni konsens. In tega konsenza, da bi šle spremembe v to smer, ki se sicer zdijo logične, v tem trenutku ni. Jaz se popolnoma strinjam s tem, da so vsi hvalospevi, ki jih naslovimo na Jožeta Pučnika, da so premalo, ampak kje je Jože Pučnik v zavesti povprečnega Slovenca? Sestavlja nesveto trojico, skupaj z Janezom Janšo in z katoliško cerkvijo. To so za Slovence objekti besa, ti trije. In to celo med katoličani. Tudi katoličani so pripravljeni reči, jaz sem veren, ampak se ne strinjam z ničimer, kar ti škofje in farji govorijo. In ta pojav je v Sloveniji zelo močno razširjen, seveda ob tem pa tudi ostala dva člana nesvete trojice izvisita. In seveda je res, da je to družbeno neravnovesje v Sloveniji strahotno, ampak na vse zadnje so zdaj informacije bolj ali manj vse na voljo vsem. Pa kljub temu Slovenke in Slovenci vztrajajo v tem močvirju novega razreda, kar je sicer, kot sem že prej rekel, po mojem mnenju vendarle treba iskati korenine tega že v 19. stoletju, ko je pač enako kot je leta 90 bila osamosvojitev prva. In to je treba priznati, da se je proti vsem pričakovanjem iztekla popolnoma v skladu z maksimalističnim načrtom Jožeta Pučnika, kar je nenavadno. Enako je tudi v 19. stoletju seveda imelo neko ohranjanje slovenstva absolutno prednost pred urejanjem notranjih razmerij v tej skupnosti Slovenk in Slovencev. In to nas tepe. No, upam pa seveda, da bo ta energija, ki je bila zdaj vložena v ta referendum, da se bo zdaj končno potem prelila še v kakšna druga vprašanja, čeprav glede na dosedanje izkušnje nisem optimist, ampak bi rad se tudi bolj zgledoval po Urški, pa bom rekel, da to možnost vsekakor dopuščam. Moja prejšnja intervencija vsekakor ni bila z namenom kogarkoli idealizirati, ampak vendarle mislim, da moramo iskati pozitivne zglede. V tem duhu je hotela biti, ker samo opozarjanje, kaj je narobe, je včasih težko, ko si ljudje ne znajo predstavljati, kaj pa bi moralo biti. In v tem smislu bi rada morda eno zaključno besedo, preden damo še kakšno besedo publiki, kje pa vendarle čakati samo na zrušitev sistema samega vase je verjetno premalo, tudi z vidika osebne odgovornosti in z vidika vsega tistega, kar nismo naredili premorani. Kje torej? Jaz menim, da bi morala
pač tukaj kot nekdo, ki verjame v demokratično državo in pomen političnih strank in politik, da je morala politika staviti na tiste teme, ki so ključne. In ključna tema je, še enkrat poudarjam, ekonomska svoboda. Ko bomo tukaj odprli prostor, ko bo družba zadihala, ko bomo posamezniki imeli sredstva, s katerimi bomo lahko organizirali še 200 takih konferenc po celi državi, pa zraven še koga kaj častili, če pretiravamo, bodo ljudje prišli, poslušali, šli domov, te informacije prigrizali in bo se krog začel sklepati. Ne? In ko bomo odprli, ampak to, jaz bi imel plebiscit, če pretiravam, o ekonomski svobodi. Zakaj to v Sloveniji ni prva tema? Jaz trdim, lahko da se motim, da so vse te teme, ki so seveda izjemno pomembne, ampak vse te teme se je tisto, kar mi imenujemo slovenska pomlad, ujela skozi izjemno perfidne spine, izjemno strateško politiko, nečesa, kar imenujemo levica, in se s tem, ko se danes ukvarjamo z vprašanjem homofobije ali pa ne homofobije, ko se ukvarjamo s podobnimi vprašanji, s tem se megli, ali pa ko se moramo ves čas ukvarjati z sodnimi pregoni enega politika, s tem se ključne teme odstranjajo z fokusa tega političnega prostora in tega prebivalstva. In tukaj bi morali pograbiti vprašanje ekonomske svobode in peljati zgodbo v tej smeri. Edino tako se bo lahko kaj spremenilo. Za ideje, če so nam drage, rabimo sredstva, da jih bomo lahko institucionalizirali, da jih bomo lahko materializirali, prelili v prakso. Rabimo šole, rabimo izobraževalne ustanove, rabimo nevladne organizacije in tako naprej. To je moja teza. Se pridružujem mnenju, da ekonomska svoboda mogoče tukaj bo ključni motor za zagon teh sprememb. Bo pa potrebno pač tudi argumentacijo pripraviti, zaradi tega, ker v bistvu ta stara garda je zamenjala nekak princip oziroma idejo enakosti, ki jo zdaj nihče več ne kupi, ker smo videli, kakšno materialno uboštvo prinaša, je zamenjala z neko idejo o idealni urejenosti. Se pravi, princip je ta, da trgi so očitno nepopolni, zato vi potrebujete nas državo, da bomo mi urejali trge namesto vas. In seveda to, ko enkrat odprete to Pandorino skrinjico, je to neskončna regresija za neomejeno poseganje države v gospodarstvo. In zdaj mi moramo to znati argumentirano, kar je sicer zelo težko, ampak se da, argumentirano razložiti, zakaj je to napačno sklepanje. Recimo en primer, ki bi lahko bil, če bi ta utilitaristični pristop prenesli tudi v branjenje oziroma omejevanje svobode govora, bi se to zelo čudno slišalo. Se pravi, svoboda govora ne prinaša popolno idealnih rezultatov, zato ker lahko nekoga užališ, pa nekoga spodbudiš taka in taka negativna čustva. Zato vi potrebujete državo, da bo regulirala, kaj se piše, kaj se sporoča javnosti in tako naprej. Ampak to je isti princip. V ustavi imamo zapisano svobodo govora in se zaenkrat do zdaj, ampak se vedno bolj tudi bojo, očitno to, kar beremo in to, kar gledamo, se bo tudi že začelo spraševati o omejevanju svobode govora. Ampak po mojem mnenju je enako vredna kategorija tudi ekonomska svoboda. In to bi se moralo upravičiti. Ja, ekonomska svoboda ne prinaša idealnega sveta. Noben sistem ne prinaša idealnega sveta. Ampak ta sistem, ki je liberalno-tržni sistem, prinaša precej dobre rezultate v primerjavi z sistemom reguliranega gospodarstva, ki prinaša, milo rečeno, precej slabe rezultate. Ampak to odcepiti ljudem, ki hočejo hitre rešitve, instant rešitve, ki padajo na obljube, to je najtežje delo. In to pa potrebujete podjetnike, ki dajo dobre zglede, potrebujete referenčne osebe, ki razložijo, da temu ni tako, in na ta način, mislim, tako argumentacijo bi bilo treba pripraviti, da ljudi pripravimo na to.
No, če zdaj ne povem nekaj pozitivnega za konec, potem bi rekel, da sam stavim upanje v ljudi, ki so mlajši od mene, ki pa so na svoji koži najbolj doživeli neuspeh oziroma nevzdržnost modela novega razreda. Eden od teh, mislim, da sedi čisto poleg mene. Oni bodo lažje izpeljali slovo od njega, čeprav najbrž niso v večini v svoji generaciji po svojih pogledih, ker enostavno, no, jaz sem se zadnjih 5 let za 7 kil zredil, tako da se kar dobro deležim na novem razredu, če se še enkrat vrnem k temu. Torej, od mene ni pričakovati tega premika, od mlajših, Izogibanje samoodgovornosti. od mlajših pa, in mislim, da tisto, kar sam vidim ravno na teh področjih ekonomske svobode, pa tudi svobode govora, da oni dejansko uvidevajo, da brez sprememb na tem področju ne samo njim, ampak družbi v celoti enostavno ne bo boljše, oziroma ta družba bo res se spremenila v neko močvirje, koliko to že ni. In v njih, torej, ki dejansko nimajo veliko izgubiti, jaz stavim svoje upe. Odgovornost torej. Ja. Žal ob tako imenitnih gostih biti zadnji ni ravno privilegij. Nimaš več dosti za povedati. No, vsekakor spodbudne in besede doktorja Maura, ki so mi sedaj padla na moja ramena. Maša zadušnica, če boste povabljeni za novim razredom. Ne? Bi pa mogoče se dotaknil za konec še tega, kar je profesor Avbelj dejal o diskreditacijah. Omenil je primer ustavnega sodnika, ne, Jana Zobca, ampak naprimer jaz pa pogrešam naprimer profesorja Vehovarja. Spomnim 2 leti nazaj, vsaj enkrat na mesec je bil sigurno v Odmevih. Če se ne spomnite, kdaj je bil nazadnje, je bil takrat, ko je pač povedal to, pač, kar vsi vemo, ne, da nam pač vladajo elite, ki jih je označil za mafijske, in naenkrat ga ni nikjer več na televiziji. Nihče več ga ne kliče. Ne. In se pravi, to, kar sem že rekel, v Sloveniji je pač neka negativna selekcija na delu. Proti temu se je to treba boriti. In to je tudi poleg vseh ostalih faktorjev, ki so jih kolegi že omenili, je tudi eden izmed receptov nekega preboja naprej. No.